Neža. Torej, novoletni sejem, ki ste ga organizirali osnovnošolci, najprej če nam poveste, kako je potekalo zbiranje? Ja, vsak je prinesel tisto, kar se je njemu zdelo, da je njemu za šaro, in potem smo pač razstavili. Kaj vse ste zbrali? Česa je bilo največ, recimo? Največ igrač, posod in pa teh svečnih poteha. Drugo pa ne. Najbolj so kupovali te pliškote, pa igrače. Pa svečnih, če ne drugo, pa ne. Pa tudi kakšno posodo. Tudi kakšno posodo. Zakaj boste ta denar uporabili, če se vam ga bo kaj nabralo? Ja, pač učitelji so nam dali možnost, da pač v svet učencev zberemo, za ki bi porabili. Samo na sestanku ni bilo nekih konkretnih, tako da se bomo mogli še zmeniti. Se boste še odločili, ne? Ja, za ure se odločili. Ja. Je to stvar, ki bi jo ponovili naslednje leto? Recimo, se vam je zdela dobra? Ja, je kar tako, no. Vse ful ljudi pa tudi. Pa tudi mogoče, recimo denarja za obdarovanje je verjetno manj, za kupovanje novih daril. Ja, je tako, no, se kar splata, tako se za novo leto, da komu drugemu daš tako. Da lahko komu podariš. Ja, reči so tudi kar nove še, no. Ene so še zavite bile, pa zdaj te obleke, ko eni, mislim, rečejo, ne bomo nosili rabljenih, samo kakšne igrače so pa tako ful pa še. No, vse počasi se po svetu tudi uveljavlja moda rabljenih oblek, mogoče bo tudi k nam prišla. Te obleke bodo šle pač na Karitas, igrače tudi, zdaj za te svečnike pa ne vem, ki bomo naredili, no. Dobro. Še primke mi povejte še enkrat. Anika Božič. Tinkara Mugrli. Neža Humor. Osnovna šola si je letos omislila, pravzaprav ste bili vi pobudnica drugačnega obdarovanja. Kaj bi rekli, kako vam je uspela ta prva akcija drugačnega obdarovanja? Jaz mislim, da nam je uspela. Mislim, da bi več znali povedati otroci, ki so bili zraven stojnic, tako da mislim, da je uspela. In upam, da bomo še kdaj ponovili. Kaj pa je bil torej smisel tega, če nam poveste, kako ste zbirali, kako ste si zamislili to? V bistvu, glede na to, da imamo doma ponavadi veliko šare, po domače povedano, pa ne bi radi stran vrgli, pa je fajn, da mogoče komu prav pride. Tako da to je bila ideja in mislim, da smo s to idejo dosegli svoj namen. No? Svoj namen. Odziv je bil očitno velik glede na zbrane predmete. Ja, res je. Res je. Ste pričakovali takšen odziv? V bistvu ne. Smo pa danes tudi slišali tlele, da nekateri starši niso vedeli, da je vse to mogoče prinesti. Tako da verjetno bi bilo še več, če bi starši bili seznanjeni malo drugačno. Še drugače. Torej boste drugo leto nadgradili to, boste ponovno organizirali to, kako razmišljate, mogoče še prezgodaj, glede na to, da niti prva še ni za vami? Ja, v bistvu bomo malo počakali, da vidimo sploh, da slišimo tudi drugo mnenje ostalih odziv, kar še ne bil in tako. Mislim, da bomo še enkrat v to. Se v bistvu gre tudi za neko vrste vzgojo, ne? Ja, res je. Ja, da se otroci malo naučijo tega, da ni vse tisto, kar gremo v trgovino, pa nekaj kupimo, ampak da tudi mogoče nekdo, ker res ne rabi tega več, pa je še vedno dobro, pa jaz si želim, ne? In tle dobim. In tu lahko dobim. Dobro, kaj pa boste recimo stvarmi, ki vam bodo ostale? Šle bojo v dobrodelne namene, ustanove kot je Karitas, ne vem, mogoče kakšnim družinam, ki potrebujejo pač pomoč tako ali drugačno. Rdeči križ. Tudi.